svet, kjer se bogato poraščeni z bukvijo in smreko prepletajo hribi in mednje globoko zrezane doline, tam izpod visokih apnenčastih pečin izvirajo čabranka, gerovčica in kolpa. V tej idilični deželi so ob rekah že v davnini pele številne žage, mlini in delovale kovačije, ki so tamkajšnjemu človeku rezali kruh in mu omogočali preživetje. Voda in gozd sta tem ljudem vedno dajala zaslužek in zagotavljala obstanek v teh krajih, ki jim z eno besedo rečemo Gorski Kotar. Gorski Kotar je že od nekdaj veljal za zelo pomembno prometno središče, zaradi česar se imenuje tudi Hrvaška vrata ali Hrvaški prag. Gorski Kotar nad Reškim primorjem je pretežno kraška pokrajina na severu-zahodu Dinarskega gorovja. Kraški svet je tako rekoč v celoti poraščen z gozdovi, ki so zelena pljuča Hrvaške. Turkizno-zeleni pokrajini dajejo še poseben čar prvinski gozdovi in neokrnjena narava, ki kar kliče po nadaljnjem razvijanju turizma. Narodni park Risnjak s površino 64 kvadratnih kilometrov je bil ustanovljen leta 1953. Gre za območje izjemno bio- in geodiverzitete, vzrok zaščite pa sta bila zlasti gozd in hidrološki spomenik Kolpe. Ena glavnih atrakcij je neokrnjena narava, saj leži v gozdnati pokrajini, kjer sta flora in fauna pomemben del tamkajšnjega življenja. Samo v Narodnem parku Risnjak so zabeležili 1148 vrst in podvrsti flore. Območje pa je tudi prebivališče 3 evropskih zveri medveda, volka in risa. Kraška okolica ponuja številne podzemne jame, prisihajoče jezero in izvire rek, kot so izvir Kolpe, Čabranke in izvir ponikalnice Trebuhovice, ki je eden od izvirov reke Ljubljanice. Izvirska voda je primerna za pitje, zato so prebivalci zaznali priložnost in skrbno uredili nekatere zajetja, kot na primer izvir Mlake. Eno izmed 7 imen izvirov reke Ljubljanice je Trebuhovica. Ta izvira iz kraških izvirov Trebuhovica in Mlake na robu Prezidskega polja na Hrvaškem. Teče po polju in skozi vas Prezid ter izgine v ponoru Mrzla jama. Samo ob izjemnih padavinah del vode odteka površinsko proti mejnemu prehodu, vendar voda skoraj nikoli ne doseže Babnega polja. Prišli smo na izvor Trebuhovice. Trebuhovica je ena od pritokov reke Ljubljanice, najvišji pritok reke Ljubljanice. To je tudi ta prvi vodovod, ki je bo po Prezde speljan. 1911. leta so ga zrihtali. Trebuhovica je interesantna, ne? Ker ta dio, prve kraj je začel tam nekaj okoli gasilnega doma, ampak potem se ta vodovod 1911. leta povezal pa po celem Prezide in po celih ulicah. Severni del Gorskega Kotarja je eno izmed najtežje dostopnih območij in v pretežni meri meji na Slovenijo. Primarne dejavnosti, kmetijstvo in gozdarstvo, sta vedno še najpomembnejši dejavnosti v Gorskem Kotarju. Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri varovanju in oblikovanju kulturne krajine. Proti jugozahodu in hkrati glavni prometnici avtocesti Zagreb-Reka območje zapirajo najvišji in najmanj dotaknjeni predeli Gorskega Kotarja, na primer tudi Narodni park Risnjak. Proti severozahodu pa se počasi spušča in odpira v smeri Notranjskega Podolja na slovenski strani. Gorski Kotar je od večjih središč, kot so Reka, Zagreb, Ljubljana in Trst, oddaljen samo 1 do 2 uri vožnje. V Gorskem Kotarju živi tudi zelo veliko Slovencev. V glavnem ima človek občutek, da so tu sami Slovenci. Ja, v Gorskem Kotarju zgodovine nazaj pa tu so živeli večinoma Slovenci in to so asimilirani Slovenci, kateri so že par generacij tukaj. Evo, zdaj se In zdaj se peljemo po teh serpentinah k Rimskemu zidu. Zdaj se v zidje tukaj je najdišče, eno večje najdišče tega Claustra Alpinium, ko bomo zdaj pridemo na enega.
In zdaj se bomo ustavili tukaj, zato kar naprej so zaprli. Samo ime Prezid zgodovinarji v večini povezujejo z rimskim zidom Limes. Po eni različici je ime nastalo iz besed prezid, kar v prevodu pomeni pri zidu. Medtem ko je po drugi različici zid potekal skozi samo naselje in ga tako delil na dva dela oziroma prezidal, kar je oblikovalo ime kraja Prezid. Rimski Limes, obrambni zid iz 4. stoletja, obstaja iz časov, ko se je rimski imperij branil pred upadi barbarskih ljudstev iz vzhoda. Zelo verjetno je bilo območje, vsaj začasno, poseljeno že prej, saj so našli železnodobne ostanke. Ker je Gorski Kotar od nekdaj pomembno prehodno območje, so se za strateški nadzor potegovale vsa ljudstva, ki so prišla na to ozemlje. Hkrati je neprestano preseljevanje botrovalo skromni stalni nastavitvi, vse do 15. stoletja oziroma 16., ko se na tem mestu vzpostavijo prva večja stalna naselja. Čabar, Gerovo, Prezid. Zid naj bi se prvotno raztezal od Trsta do Prezida in se nadaljeval proti Nanosu, zapiral mejo zahodnega rimskega cesarstva in jo varoval pred udori barbarskih ljudstev iz vzhoda. Širok naj bi bil 3 do 4 metre in visok 1 meter, kar nakazuje na dejstvo, da je bolj služil kot ovira za konjenico in vozove na strateško pomembnih mestih. Gospod Zoran Ožbolt, zdaj stojiva v bistvu na rimskem obzidju. In sicer v kraju? To se zove, v Prezide smo, Devce. Devci so ti kraji, tukaj gor se imenuje Devci. To je bil ta zid, ko ga je poznat od tukaj, pa skroz se vleče, skroz do reke. So zidi in se poznajo, ker je bil Claustro Alpinium. Izkope so delali pred 2 leti v projekte, tukaj so pa samo malo zaznamili ta ozidja, ko jih zdaj tukaj vidimo. Tale zid je seveda na meji Slovenija. Ja, ta zid je zdaj, kjerega leta so definirali to mejo med Slovenijo in Hrvaško, so včasih so definirali drugače. Tu so bile iste vasi, z ene in z druge strani je ista vas, Babno Polje, Prezid in Novi Kot, praktično so isti ljudi. To je v Gorskem Kotarju, ja, kjer je zelo veliko Slovencev. V Gorski Kotar živi zelo veliko Slovencev, skoraj bi rekel 80% ima svoje korenine na slovenske strani. Zelo malo je priseljencev, večinoma so to avtohtono stanovništvo, ki je bo slovenskega porekla. In imamo tako zvano svojo interesantno govorico, staro slovenščino, ki jo še zmeraj uporabljamo, kot materni jezik uporabljamo doma. Kaj vam pomeni ta rimski zid, da ga ohranjate? Seveda za naše mlade generacije pa tu nismo dosti delali na temu, da tudi ta rimsko obzidje. Rimsko obzidje. Tu je bil veliki zid narejeno, ampak recimo kje je rimski zid, cel Prezid je narejen, v starih časih so naredili, te kamne so vlekli in so hiše delali po Prezide z tega obzidja. To bo sigurno znamenita turistička točka, ker ta točka je že en projekt delan, kateri gre z reke in gre tukaj pri nas, pa prema Vrhonki, prema Ljubljane in naprej je ena povezava, kjer se dela zdaj na temu, da se na enih mestah se bo zid obnovil, da se vidi, kar je. Na druge strani se bo pa naredil video posnetki, prezentacija, kako je tu izgledalo, ti rimski zidovi. To ni meja s parcelo, parcela gre dregli. Prav ta zid je bil narejen po celem območju tukaj. Občina Čabar je obmejno naselje na Hrvaškem, ki sodi med Primorsko-Goransko županijo, v kateri število prebivalcev zelo upada. Občino sestavlja 5 večjih naselij ter približno 40 manjših zaselkov in vasi. Občina se nahaja na kraški planoti z značilnimi dolgimi zimami in obilnimi snežnimi padavinami in kratkimi poletji. Njen svet pa je sestavljen iz porečja zgornjega toka Kolpe, porečja Čabranke in območja Prezida. Prezid leži na skrajnem severozahodu Gorskega Kotarja in občine Čabar na 765 metrih nadmorske višine ter ima podobno podnebje kot Babno Polje v Sloveniji. Prezid leži v dolini, ki je obdana s 3 vrhovi.
Risnjakom, Snežnikom in Snežnikom na slovenski strani. Od splošne infrastrukture so v Prezidu pošta, ambulanta oziroma zdravstveni dom, gasilski dom in bankomat. Prav tako imajo vrtec in šolo z 8 razredi, ki jo obiskuje 32 učencev. Prebivalstvo je etično mešano, slovensko in hrvaško, zaradi številnih mešanih zakonov pa se prebivalci izražajo v obeh jezikih in ohranjajo rovtarsko narečje. Posamezna lokalna skupnost Čabar se težko spopade z vsemi izzivi, ki jih zahteva sodobno načrtovanje turizma na podeželju. Smiselna je rešitev v povezovanju kmetijstva in turizma, ki jo je moč tudi ustrezno promovirati in tržiti. Oblikovanje ustreznega združenja v partnerstvo je ustrezna strategija. Zato je smiselno povezovanje na področju turizma in kmetijstva, tako zaradi promocije kot tudi trženja. V Prezidu od leta 1886 aktivno deluje prostovoljno gasilsko društvo Prezid. Za njihove potrebe so zgradili gasilski dom, ki stoji skorajda v središču Prezida. Danes je stari, prvotni objekt gasilskega doma preurjen v gasilski muzej, kjer je spravljenih veliko starih razstavnih eksponatov. Razstavna zbirka je v prostorih sedanjega muzeja in je bila v večini obnovljena in urejena leta 2006, ko je prostovoljno gasilsko društvo Prezid praznovalo 120 let. Največjo vrednost ima del zbirke, ki zajema stara gasilska vozila in črpalke iz 19. stoletja ter slavnostna pogrebna vozila, ki so last prostovoljnega gasilskega društva Prezid. V drugem prostoru, ki je bil namenjen za srečanja prostovoljskega gasilskega društva, se hranijo stari pomembni dokumenti, fotografije in priznanja, ki pričajo o dolgih tradiciji in trdem delu društva. Tu imajo člani še danes sestanke. Gasilstvo se je v Prezidu razvilo predvsem zaradi praktične potrebe po varovanju okolja in gospodarske dejavnosti v povezavi z lesom, ki je bila v preteklosti značilna za Prezid. Izčrpna raba lesa je v preteklosti pogosto povzročala tudi vžige, namreč stavbna dediščina je bila na tem območju od nekdaj pretežno lesena in posledično ognjevarno ogrožena. Les so tradicionalno uporabljali pri gradnji hiš, za katere so predvsem uporabili vire iz okolja, torej les in kamen. Zgodovina je v kraju pustila velik pečat, predmeti iz preteklosti pa se večinoma hranijo v 2 enotah. Ena izmed enot je hiša Vesel, kjer je razvidno, kako so ljudje tu živeli še pred 20 leti. Je objekt kulturne in zgodovinske dediščine. Hiša Vesel je avtohtoni primer goranske arhitekture. Hiša je bila zgrajena leta 858 iz kamna in lesa, do leta 1996 pa so v njej še vedno živeli. Od leta 2003 naprej pa je hiša odprta za obiskovalce. Drugače pridite hedu eno staro mesto, ki mu povijest siže skroz do pred Novo ero. Recimo tja dobra zgodovina, da so najdle ostatke Grnčarje, 500 let, kjer se datira recimo 500 let pred Novo ero, kjer so zabile zgori na Vražjem vrtce, to je čisto v Prmeje, ki je kašenja bo rimski zid, a recimo pa tja, ko je od Keltov, odnosno halšarska kultura, ki so te imeli pucali dole pri Mamurje. Lata zbirka je kraj 60 letov narejena, prvo je bila vatrogasne dome Prizet iz ljete, ki je bila prej glavna uprava Prizet. Trenut je, znači, kukor so lati prošli voditelji te zbirke nabavljali, te se nalazi sve, kar so oni uspeli skupiti uz pomoč ledi ali pa uz pomoč, recimo, kukor so šli oni akuli pa teh ribah pa plankah, ki so bile, znači, te neke znamenite lokacije i tam so, znači, da bile tudi 20 stvari, koje je, recimo, te za mano, če bi se videl, te je tudi dosta ruže, recimo, z Drugega svjetskega rata, tu je sve najdeno, znači, veni, ker se je metal. Tudi 20 so pa magale ledi, za kaj dama imajo normalno 20 stvari, s katerim so se bavile, tako da so voljni tudi dati, recimo, zbirke. Zdaj nas jedno malo je problem prostor, ali da ga je več, bi bil oko tudi 20 večje. Zbirka je zanimljiva za čisto sve. Znači, od mojih, zakaj v Prizi je 20 prič. Tako je, recimo, Vražji vrtac je pa vizan z cuprnicami. Cuprnice so te imele stanico, ko so letele z Kleka Voguline prema Osilnice v Sloveniji, ne?
Tako recimo, da je Prizitje bo skozi neka točka spajanja med Con pa tje. Kukor je bo recimo doba Rima, to je nekaj 3. 4. stoletje, te je bo tudi zdignati ta Claustra Alpium Juliarum, ki je tudi spet znači neka povezava še skozi do nas, da imamo ta rimski zid, kjer je štitil znači navale Barbara prema Julijskih Alpah. Ne? Tako da še do nas je recimo ta zid, kjer je spaja recimo Slovenijo pa Hrvaško, te se zdaj recimo zbiramo vsako leto in tako, ne? Da bi ratal neko kulturno dobro. Drugače pa pravim, zbirka je dobra, zanimljiva za sve, za kima od prič za moje, zgodovine za starje, ne da sam mar da zmisle, koliko je prejk živo i kaj je sve prejk rabu, tako da recimo, evo, Žihor pride kot dolgo še, eto, nejdobne omejitve. Ne. Šalca, keramička, kira ima štitnik, da se primerkajo brki, ko se jej. Znači, tu je bo ali za kašo, ali pa za bilo kaj redkega jest i pet, ne, tako da se brki, da so bile ostale celne. Narodni junak Peter Klepec se je globoko zasidral v podzavest in v pripoved ljudskega izročila ter pomenil človeka izredne moči, zaščitnika domačega ognjišča pred številnimi nevšečnostmi. Še dan današnji je njegov lik simbol moči, poguma, plemenitosti in pravičnosti. Pod visoko pnenčasto steno, blizu kraja za most, priure na dan kristalno čista reka Gerovčica, ki se po kratkem toku izliva v Kolpo. Ob njej so že v 18. stoletju postavili mlin Žagarjevi. Zamost je na majhnem mestu na granici z Slovenijo, to je Hrvaška, tam cirka zračne linije 300 metrov, ne. Mjesna zajednica Plesce, te se nahaja en mlinstar, vlasništvo obitelji Žagar, po pričanju moga pokojnega očita i deda star je čez 300 let i še je funkcije mile. Pogon je isključivo na vodu, nalazi se na reki Gerovčici, ki razvire podnote Svetogorske steni, nikdar ne presuši, miljamo kukuruzo, pšenico, jačam zob, cirka se žitarce. Če miljamo pšenico, damo na črn kamen, dobijemo tisto črno muko, ko bi rekli integralno brašno. Zraven domačija imamo še žbile, zdaj imamo cirka 20 pajni živih, je preživel čez zimo, tako da imamo ponude tudi domači mit, propolis. Za naprej budućnost vidim, naš kraj vidim v turizme, jaz tudi naprej devam, zdaj ima še devanano poučno stazo, ne imamo kaj ne imamo. Gerovčica je poganjala tudi številne žage venecijanke. Ena od teh je Malinaričeva žaga, ki se je ohranila v funkciji in še danes žaga hlodovino iz bližnjih gozdov. Gospodar Franjo Malinarič z vso skrbnostjo in zanosom upravlja z njo. Nahajate se tu na en zadnji žanik, ki je tu na vodni pogon, to je venecijanka. Žaga je stara čez 150 let, jaz sem zdaj zadnji lasnik, jaz sem že 5. generacija v moji družini. Zanimivosti pri tej žagi je tu, kaj se hlodi lahko žagajo do 5 metrov dolžine in deblina gre recimo do 65, gre normalna deblina. Ker sem na vodo, tu je edina žaga tukaj, kaj ni več nobene, to je redkost tukaj. Tik nad mestom Čabar se vije cesta Sira, ob kateri se nahaja sirarska kmetija Pintar, ki proizvaja kravji sir in likerje iz zdravilnih zelišč. Smo v sirarni Pintar na cesti Sira v Čabru v Gorskom Kotarju. Imamo svojih 10 krav, svoje mlijeko predelamo v sire, čabarski škripavac, sir s čemažem i sir činkel, poltvrdi sir. Mlijeko iz vlastne kmetije predelamo v svoje sire. Trenutno imamo okoli 150 litrov mlijeka, iz tega pride okoli 13 kil sira. Sire prodam doma, pride veliko kupcev, tudi Slovenije, pa tudi prodajem na tržnici v Delnicah četvrtkom in na ekološki tržnici v Reki. Dobila sem tudi znak kvalitete za činkel in za škripavac. Iz svojega sadja pridelamo razne izdelke, to je sirupi, sokovi, jabolčni čips, sadni čips, pa tudi marmelade. Tudi okoli imamo svoje
naravno zelišče, iz katerega delamo svoje likere, čaje. V idiličnem okolju Livat, obdanih z bogatim gozdom, so pred 3 leti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana in Čebelarsko društvo Gorski Kotar pod vodstvom čebelarja Antuna Arha postavili čebelarsko učno pot. Na učni poti smo obnovili en star čebelnjak, ki je zgrajen v 60 letih prejšnjega stoletja. V čebelnjaku smo namestili 16 sodobnih troetažnih ažepanjev. V bližini čebelnjaka je postavljena ena pot z 14 tabel, ki prikazujejo posamezne dele iz življenja čebel. Predvsem predstavljena je čebelja družina z posameznimi člani, ki so noter, matica, trod in delavka, pa naprej skozi bivališča čebel, skozi rojenje čebel, pa na koncu tudi izdelki, ki nam jih dajo čebele. Moram reči, da kraj je zelo izpremešan, tako da vsi smo na nek način in tle in tam. Postavitev rastlinjaka ob pomoči Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana in Kmetijsko-izobraževalne skupnosti Gorski Kotar je pred 3 leti predstavljala noviteto in izziv za to območje ostrega podnebja. Danes je to primer dobre prakse, ki mu sledijo številni zasebni rastlinjaki v Gorskem Kotarju. Paprike smo sadili 4 sorte in tudi tele feferone in zdaj vidimo, kako se katero obnašajo. Eni prej dozorijo, ene pa še zdaj, skoraj november, pa še vedno so tako polne in zorijo še vedno. Izobraževalna skupnost je nastala z Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar. Pred cirka 10 leti smo začeli sodelovati z Ministrstvom za kmetijstvo in kasneje smo razvili samostojno organizacijo, udrugo Kmetijsko-izobraževalno skupnost Gorski Kotar. Delamo na edukacije mladih ljudi, da bi začeli, da jim približimo moderno kmetijstvo. V te namene smo tudi organizirali, smo naredili goranski vrt, potem kasneje smo naredili tudi rastlinjak. Naprej nam je tudi ta želja, da naredimo eno turistiško izobraževalno kmetijo, na kjer bi se odvijale razni dogodki, kar se tiče educiranja, kar se tiče nalog in usposabljanja mladih kmet in kmetic. Letno naredimo več delavnic, naredimo razne delavnice, take tudi, kot je danes, pozdrav jeseni. Drugače naredimo pa delavnice Ministrstvom za kmetijstvo in z Zavodom z Ljubljana naredimo delavnice z strokovnega vidika. Delavnice so namenjene najmlajše in potem tudi za starejše občane in za starejše prebivalce tega Gorskega Kotara, tega področja Gorskega Kotara. Za obiskovalce željne neokrnjene narave, čistega zraka in miru, predvsem za tiste, ki si želijo več adrenalina, in Gorski Kotar ponuja tudi adrenalinski park Tršče. V njem se lahko sprehodite med krošnjami in si pomirite dušo v prijetni leseni hiški Gorski Lazi, ki nudi prečudovite poglede na snežnik in brezmejni zeleni svet. Za fotografske navdušence pa boste nekaj adrenalina občutili že med vožnjo do svojevrstnih opazovalnic namenjenih fotolovu. In vi se ukvarjate s fotolovom? Fotolovom, ja. Kakšno je zanimanje zanj v tem letu, v času korona krize? Mogoče ima korona je malo vse skupaj ustavila, ampak vseeno je bilo. Veliko je pa domačih gostov. Domačih gostov do letos ni bilo že čisto prav nobenega. Zdaj so pa z Zagreba, z Reki, Opatije, Splita in tako.
In tudi džip vam seveda zelo prav pride. Ja, bez džipa ne bi bilo te zadeve. Na opazovalnice pa za profesionalne fotografe, tam je pa čisto drugače delamo tam na tam. Tu je bil za opazovalce, ne pa za fotografe. Odkot vse poprihajajo gostje? Pa največ imamo strancev, Holandžanov, preko 70% Holandija. Drugač letos je pa ta korona in tu je pa veliko domačih tudi turistov. Razmočen teren. Že 5. fotoopazovalnica, ki nad budnim fotografom omogoča fotografiranje divjih zveri, ki jih v Gorskem Kotarju ne manjka. Gorski Kotar daje priložnost za obisk in raziskovanje prav vsem, od najmlajših do najstarejših, od tistih, ki jih zanima kulturna dediščina, do vseh, ki jim je pri srcu adrenalin ali preprosto ljubiteljem zdrave domače hrane, do tistih, ki si preprosto želijo oddiha od mestnega vrveža.